pa malo več. Dober dan. Lepo pozdravljeni na izjavi za medije po srečanju župan in županov slovenskih občin z Vlado Republike Slovenije. Danes nas je malo več, smo v razširjeni zasedbi, zato prosim, da se res potem na koncu za vprašanje omejimo. In najprej bi dala kar besedo gospodu Vladimirju Prebiliču, predsedniku Skupnosti občin Slovenije. Gospod Prebilič, izvolite. Hvala lepa, lep dober dan vsem. Najprej naj se zahvalim predsedniku vlade in vladi v celoti, da so nas dejansko povabili na ta pogovor. Mislim, da je bil zelo konstruktiven in dober. Tri stvari se nam zdijo pomembne, ki smo jih načeli. Prva je bila financiranje občin, kjer smo začutili, da obstaja možnost že v letošnjem letu nekatere stvari nasloviti, ne pa tudi povprečnine. Mislim pa, da je primeren trenutek danes, da se pogovarjamo o tem, kaj bo prihodnja povprečnina leta 2024. Vsi vemo, da bo ta proračunska debata kmalu in zagotovile imamo, da bomo v tem kontekstu povabljeni poleg. Druga stvar, ki se nam zdi pomembna, je ta, da smo se strinjali, da nič v občinah brez občin, torej intenziviranje pogovorov med nami, da ne prihajamo v situacijo, kjer bi bile stvari dogovorjene do določene točke in bi mi ne sodelovali v tem pogovoru, ter bili na koncu postavljeni pred dejstvo. Jaz mislim, da na tem mestu smo naredili velik korak naprej in jaz se veselim boljšega komuniciranja v prihodnjih, hitrejšega komuniciranja. Hkrati smo pa dobili tudi nekaj konkretnih odgovorov, ki so jih kolegice in kolegi župani izpostavili, in zato se zahvaljujem vsem ministrom, da so nam postregli s temi informacijami. Seveda pa, kot veste, prostora za izboljšavo je vedno, ampak prvi koraki so bili danes storjeni v pravo smer in jaz se zahvaljujem za sodelovanje. Gospod Prebilič, najlepša hvala. Zdaj pa k mikrofonu vabim gospoda Petra Dermola, predsednika Združenja mestnih občin Slovenije. Gospod Dermol, izvolite. Hvala lepa, prijazen pozdrav seveda tudi vsem predstavnikom medijev. Tudi s strani Združenja mestnih občin Slovenije lahko izrazim veliko zadovoljstvo in hvaležnost, da smo se uspeli sestati. Verjetno je v zadnjem letu kdaj bilo občutiti, da mogoče nismo na isti barki, ampak se mi zdi, da smo tudi za našim srečanjem pokazali in dokazali, da je želja vseh nas, ki delujemo bodisi na lokalnem, bodisi na državnem nivoju, predvsem to, da poskušamo ustvarjati dobro, razvojno, napredno Slovenijo, in jaz verjamem, da s takšnimi dogodki, s takšno povezanostjo, kot smo jo pravzaprav danes bili deležni, ne glede na to, ali smo bili zadovoljni z vsemi odgovori ali ne, je seveda prav, da s tem nadaljujemo in da skupaj naslavljamo vse izzive. Kot predstavnik mestnih občin Slovenije seveda pokrivamo približno 900 000 prebivalk in prebivalcev. Seveda menimo, da je potreben urbani razvoj ustrezno tudi naslavljati znotraj državne uprave, da moramo vse tiste izkušnje, ki jih imamo iz zadnje finančne perspektive, izkoristiti, pomanjkljivosti izboljšati. Vse to so zadeve, na katere smo danes tudi opozorili, poleg povprečnina financiranja občin, skratka vsega tistega, kar pravzaprav že velikokrat izpostavljamo. Tako da še enkrat hvala lepa gospodu predsedniku za tale sestanek. Še enkrat, ne glede na to, ali smo zadovoljni z vsemi odgovori ali ne, verjamem, da je ta pot prava in da bomo s tem načinom sodelovanja tudi v prihodnosti nadaljevali. Hvala lepa. Hvala lepa gospodu Dermolu. In še kot zadnji, gospod Robert Smrdel v imenu Združenja občin Slovenije. Izvolite, kot zadnji predstavnik občin. Izvolite. Lep dober dan želim tudi z naše strani. Zahvala predsedniku in celotni vladi, da smo se danes srečali. Seveda mi strani občin imamo komunikacijo zelo konkretno na konkretne probleme z ministrstvi, z ljudmi, ki operativno na stvareh delajo, vendar se je zdelo potrebno in je smiselno, da tudi tako z celotno ekipo, pa predvsem z predsednikom vlade speljemo to komunikacijo oziroma da predsednik začuti to konkretno problematiko, s katero se ukvarjamo na lokalni ravni. Tako, kot je bilo že povedano, tudi strani združenja poskušamo na nek način peljati konkretno in korektno komunikacijo vezano predvsem na problematiko financiranja lokalne samouprave oziroma povprečnine, kritja stroškov in tako naprej. Tako da predsednik nam je obljubil, da bomo šli precej na konkretno, na konkretne zgodbe, tako da to nas veseli, da se dejansko krijejo stroški tam, kjer dejansko so, in da poskušamo tukaj iskati neke konstruktivne rešitve
Seveda je pa treba vedeti, da sistem imamo takšen, kakršen je trenutno in sistemske spremembe so na dolge proge ali pa na daljše proge, tako da naš apel absolutno gre v neko konstruktivno debato in sem optimist. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa k besedi vabim gospoda Aleksandra Jevška, ministra za kohezijo in regionalni razvoj. Izvolite, minister. Županje in župane, sem seznanil, da je vlada izjemno uspešna pri pripravah na novo finančno perspektivo 2021-2027. Odpravili smo vse ovire za to, da lahko takoj začnemo črpati 3,26 milijard evrov sredstev. Uredbo, ki smo jo februarja sprejeli na vladi, smo oplemenitili z veliko poenostavitvami, tako da bodo ta sredstva lahko hitreje se vrnila tudi v občinske proračune. Tudi sicer so vsi razpisi, vsi Interreg razpisi, mehanizmi iz švicarskega in norveškega sklada odprti, hkrati pa intenzivno delamo tudi na razpisih na področju skladnega regionalnega razvoja, kjer pripravljamo skupaj z občinami, skupaj z razvojnimi agencijami in kohezijskimi regijami ter ministrstvi prenovo zakona o skladnem regionalnem razvoju, zato da bo ta zakon za sredstvi, ki so na razpolago, takšen, da bo enakomerno zagotavljal kakovostno življenje vsem Slovenkam in Slovencem. Hvala lepa, minister. Zdaj pa k besedi vabim ministrico za javno upravo, gospo Sanjo Ajanović-Hovnik. Ja, hvala lepa. Torej, tudi jaz lahko izrazim zadovoljstvo z današnjim sestankom. Danes se je pravzaprav pokazalo, da oboji veliko delamo, torej delamo tako na vladni strani kot na strani občin. Kar nekaj delovnih skupin s konkretnimi nalogami se redno srečuje in mogoče je kdaj tudi čas, da se pohvalimo v zvezi tega. Dialog mislim, da je ključen v luči reševanja izzivov. Torej, državna raven je sistemska raven in občinska raven je tista raven, ki je najbližje ljudem, občanom in obe skupaj lahko edino zagotavljamo rešitve, ki bodo za ljudi dobre. In to se je danes pokazalo. Danes smo veliko govorili tako o prenovi plačnega sistema, kjer smo zopet ugotovili, da so plače funkcionarjev, tudi županske plače, izrazito prenizke. Pogovarjali smo se tako o samem sistemu financiranja, kjer smo ugotavljali, da mogoče sam sistem financiranja ni pravičen in da je potrebno ta sistem nadgraditi. In na obeh zadevah trenutno se zelo aktivno dela, torej tako v okviru skupin med državo in občinami, kot na obeh straneh posebej. Hvala lepa. Hvala lepa, ministrici. Za zaključno misel pa vabim k besedi seveda še tudi predsednika vlade, dr. Roberta Goloba. Predsednik, izvolite. Najprej en lep pozdrav. Če je kaj nesporno, je nesporno to, da samo sodelovanje lokalnih skupnosti in vlade lahko da rezultate, od katerih bo imeli ljudje največ. To je bila danes rdeča nit. Rdeča nit, ki je bila ves čas v konstruktivnem dialogu tudi peljana. Ena stvar, ki bi jo rad posebej poudaril, je, ker vem, da so ta vprašanja na mizi ves čas, kaj je s financiranjem občin. Občine imajo v grobem dva vira financiranja. Na eni strani povprečnino in ostalo, in na drugi strani razvojna investicijska sredstva, po domače kohezijska sredstva. Na obeh dveh področjih se obetajo premiki. Ta vlada je prva v samo letu dni pripravila vse potrebno, zato da se lahko do kohezijskih sredstev pride v bodoči finančni perspektivi. In o tem je govoril prej minister Jevšek. Hkrati potekajo že pogovori preko Ministrstva za javno upravo, ki bojo zaključeni še ta mesec, glede tega, kako tiste konkretne podražitve, tiste konkretne ukrepe, ki jih je treba dejansko občinam kompenzirati v letošnjem letu, najprej ugotoviti in potem kako za njih zagotoviti sredstva v letošnjem letu. Letos ne bo dviga povprečnine, bodo pa posamezne občine za posamezne projekte in ukrepe kompenzirana. Podobno, kot je bilo to v primeru intervencij, pri plazovih, na podoben način se dela in pripravlja tudi financiranje ostalih projektov znotraj letošnjega leta. Hkrati smo zelo jasno povedali, da zdaj se pripravljajo pogajanja za proračun leta 2024. Tekom teh pogajanj je dovolj in časa in prostora, da se predstavniki lokalnih oblasti
in pa predstavniki vlade usedemo in naslovimo vprašanje povprečnin za prihodnje leto. Časa je dovolj, nobenih obljub, imamo pa iskren namen, da se o tem pogovarjamo spoštljivo in najdemo rešitve, s katerimi bomo na koncu vsi zadovoljni. Najbolj pa naši ljudje, ki bodo tega tudi največ imeli. Hvala lepa, predsednik. Še 3 vprašanja bomo sprejeli, ker smo res v časovni stiski. Prosim, če se predstavite, z katere medijske hiše prihajate in zastavite Urška vprašanje. Mlinarič, časopis Večer. Zanima me, ali torej napovedujete interventna sredstva za določene občine, ki imajo določene dodatne stroške in na katerih področjih gre torej za te dodatne stroške, ker najbrž so vam župani zelo konkretno povedali, kje so se jim dvignili stroški. In drugo vprašanje, gospod predsednik, za vas, ali vi kot predsednik vlade podpirate omejitev mandata županov, enako vprašanje pa gospodu ministru, ampak v vlogi člana SD-ja in nekdanjega župana. Hvala. Hvala lepa, Urška. Izvolite. Bom najprej na to drugo. Jaz sem bil tudi danes na to temo izzvan in sem zelo jasno povedal. Na občinskem nivoju, na lokalnem nivoju omejitev mandata ni smiselna, ker je največkrat potrebno več kot 2 mandata, da lahko konkretne projekte tudi izpelješ. Torej smo, jaz osebno in verjamem, da tudi Svoboda, da lahko govorim v njenem imenu, proti omejitvam in zato tudi ne bomo podprli tega predloga za omejitev mandatov. Kar se tiče konkretnih sredstev, o tem ta delovna skupina poteka pod vodstvom Ministrstva za javno upravo in bo ministrica konkretno povedala, kako daleč so prišli in pa predvsem, kateri projekti so uvrščeni. Hvala. Zdaj, vi veste, da povprečnina pomeni v bistvu plačilo z zakoni določenih nalog in v tem trenutku ta povprečnina se enako obračunava za vse občine, pač na občana enak znesek se prejme. Pri tem smo ugotavljali, da imamo občine, ki verjetno prejmejo preveč denarja in imamo občine, ki glede na naloge, ki jih opravljajo, prejmejo premalo denarja. Smo začeli te pogovore in te pogovori so se dejansko pokazali za zelo konstruktivne. Pogledali smo, koliko zaposlitev posamezne občine realizirajo, pogledali smo in v bistvu še vedno čakamo tudi konkretne podatke, kaj pomenijo dvigi plač, naprimer pomočnicam vzgojiteljic v proračunih občin in konkretno, ko bomo imeli zbrane, in tu predvsem mislim na stroške dela, pa še kakšne storitve, ki jih pač določene občine izvajajo in določene občine ne izvajajo, bomo tudi predlagali način, kako v letošnjem letu to kompenzirati. V nadaljevanju pa predvidevam, da bomo našli soglasje tudi za prenovo same formule kot take, kjer bomo ustrezno ponderirali te razlike, ker dejansko imamo občine, kjer recimo nimajo nič zaposlenih v zavodih in imamo občine, ki imajo izrazito veliko število javnih uslužbencev zaposlenih v zavodih. Mislim, teh nalog je še veliko več. Danes smo poslušali, da te razlike med občinami so lahko tudi v zagotavljanju storitev, recimo pluženja, čiščenja cest kot takih, in kjer imamo pač občine z majhnim številom prebivalcev pa velikih površin. Torej, to je potrebno nekako uravnotežiti in pogledati in narediti formulo v nadaljevanju, torej, ki bo pravično naslovila te stroške, ki nastajajo. Hvala lepa. Še 2 vprašanji. Izvolite. Se pravičujem, minister. Nisem bila, ja. Torej, jaz sem kot bivši župan in tudi sedaj kot član vlade proti zakonskim omejitvam mandatov, sem pa zato, da se tako kot sedaj mandati župan in županov omejujejo z volitvami in naj jih omejujejo volivke in volivci. Hvala. Se pravičujem. Izvolite. Sara Dvorjak, Televizija Slovenija. Gospod premier, kako komentirate objave o nasilju na psihiatrični kliniki? Boste uvedli nadzor, mogoče zahtevali odstop vodstva oziroma zdravstvenega ministra, tako kot to predlaga 8. marec? In še drugo vprašanje, kako komentirate nov sum korupcije v UKC, kjer naj bi spet bil prirejen razpis za enega ponudnika?
Hvala. Če se lahko pri vprašanjih držite teme današnjega srečanja, to ni bila tema današnjega srečanja, tako da bo Ministrstvo za zdravje podalo izjavo na to temo. Če kakšno drugo vprašanje. Ja, če še kakšno drugo vprašanje. Lahko vseeno tudi ali jutri pričakujete, da bo Sloveniji uspelo s kandidaturo za nestalno članico Varnostnega sveta OZN, ali sledijo kakšne notranje politične posledice? Vseeno moram vprašati, je tudi aktualna tema, če bi lahko odgovorili, pa tudi prvak SDS-a Janez Janša pravi, da bo jutri izvolitev samoumevna. Se strinjate s tem? Bo res samoumevna? Jaz bi končala. Bom zelo na kratko. Napovedovanje česarkoli nikoli ni samoumevno. Zato se bom vzdržal napovedi. Vem pa, da smo trdo delali celo leto, cela vlada, vključno s predsednico države in našo vso diplomacijo, da nam jutri uspe. Jaz verjamem, da trdo delo vedno pripelje do odličnih rezultatov. Kar se tiče posameznih sektorjev, jih namenoma ne komentiram, ker je to naloga ministrov. In vem, da se danes na ministrstvu odvijajo aktivnosti in jutri ima minister ob 11. tiskovno konferenco, kjer bo o ukrepih, ne o obljubah, spregovoril tudi javnosti. Mislim, da je ta odziv, ki bo jutri predstavljen, ukrepi pa danes, čisto dovolj hiter in bo tudi dovolj povedan, ker bo odločen. Hvala lepa. Hvala. Moramo končati res, ko se predsednikom. Eno vprašanje na današnjo temo. Se ni bilo, to se vprašanje. Se pravi, Tadeja Magdič za Planet TV. Zanima me, rekli ste, da na obeh področjih financiranja občin se obetajo premiki. Če ste lahko mogoče samo bolj natančni, kakšni premiki, pa zanima me, ali bo res država pomagala pri sofinanciranju dviga stroškov vrtcev. Mislim, da Še enkrat, glede sofinanciranja vrtcev, mi smo že v lanskem letu, ko smo povedali, koliko denarja namenjamo za plače v javnem sektorju, povedali, kaj so ti nameni, v katere se ta denar namenja. Ko smo komunicirali, koliko denarja smo potrošili na nek način za plače v javnem sektorju, smo predvidevali vse dogovore, ki smo jih realizirali, torej ukalkulirali vse dogovore, ki smo jih realizirali tako v lanskem kot v letošnjem letu. Od občin smo prosili, da nam podajo konkretno, za koliko se jim je spremenil strošek dela zaradi dviga plač pomočnicam vzgojiteljic, in ko bomo te podatke prejeli, bomo pogledali, kako lahko to tudi refundiramo, ker kot rečeno, denar, ki smo ga napovedovali, da ga bomo potrošili za plače v javnem sektorju, je nekako vključeval tudi te dvige teh skupin javnih uslužbencev. Torej, poleg tega gledamo še vse ostalo, ugotavljamo, da občine zelo različno izvajajo naloge, da imajo različne javne zavode, nekatere zavode imajo, nekatere jih nimajo, in tu se dejansko kaže različna potreba po finančnih sredstvih, ki jih želimo v nadaljevanju sistemsko nasloviti. V tem trenutku pa bomo pogledali, kaj se je dejansko v letošnjem letu dogajalo, in potem poiskali način, kako ta sredstva ustrezno refundirati občinam za to, da je zadeva bolj pravična in da dejansko pomagamo tam, kjer je pomoč najbolj potrebna. Hvala lepa. Hvala lepa. Lep dan želim vsem. Hvala lepa. Hvala.